Lepo pozdravljeni tudi za moje strani. V teh dnevih smo bili tudi na molitvi, nekateri smo bili na kratko dopuste, ampak tudi to smo bili povezani z vami. In vsi smo genjeni zaradi tega, ko se je zgodilo naše Streslavice, ampak kljub vsemi temi, včeraj sem še ženi pravil, sploh ne vem, od koj naj predgam. Res sem. Bil sem brez tistega navdiha, jaz sem ponavadi sesko že, to sem znal, ko sem na vrste, ker ni naprej imel v glave temo, od koj mu predgam. Ampak včeraj večer, da sem bil v molitvi, mi Gospod eno besedo, ki uči o vipanju. In gnes, če smo poslušali od slavljenja do uvoda, do besede pastorja, tudi molitve, štere so bile izrečene, so uporabljali to besedo. Ker znam, kad smo potlačeni, ker znam, kad nam je žmetno. Sočustvujem z najbližanjimi Slavice. Ampak iskreno, ker zverim, kad Slavica za našo situacijo, štera smo mi zajtu ne bili zadovoljna, kad smo tako žalostne, potrejte. Ampak ona je še med nami, ona je še živa. In naše vipanje mora biti v tem. Zato moj dajmo Gospode vso slavo, hvalo in čast. In v Hebrejcom 6, od 11. vrstice naprej, štejmo tok. Želim pa, da vsak izmed vas pokaže isto v nebo, tako da bo vaše upanje povsem gotovo prav do konca, da ne postanete leni, ampak postemovalci tistih, ki so zaradi vere in potrpežljivosti postali dediči obljub. Ko je namreč Bog do Abrahamu obljubil, je presegel sam pri sebi, ker ni mogel preseči pri večjem, je rekel, resnično obilno te bom blagoslovil in te silno namnožil. Abraham je potrpežljivo čakal in dočakal izpolnitev obljube. In zdaj preskočimo do 18. Tako ste dve neomajni dejanji, v katerih se Bog ne more zlagati, v veliko tolažbo nam, ki smo se zatekli k njemu, da bi se oklenili upanja, ki je postavljeno pred nas. To upanje je za nas kakor varno in zanesljivo sidro duše, ki sega v notranjost za zagrinjalo, kamor je za nas kot predhodnik vstopil Jezus, ki je postal veliki duhovnik na veke po Melkizedekovem rodu. Gospod Jezus, hvala ti je za to besedo, in te prosim, da nam odpreš da bomo razumeli, ko nam tiščeš. Povedati, Gospod, resnično, da bomo z enim trdnim upanjem prepričanja šli tudi naprej na naše poti z tebov. Gnesto opazujemo trpljenja mnogih ljudi, kristjanov ali nekristjanov. To se oziramo v Gazo, v Izrael, da gledamo zmes, zdaj že skoraj pozabljeno Ukrajino, je žal tok. Te se dostikrat pitamo, enostavno ostanemo brez besed, kako se lahko kaj takšnega dogaja. Ali pa če že ščemo kaj povedati, znate, potem moramo selsko dobro premisliti, ko povemo. Kakšne težo imajo takrat naše besede, kaj pomenijo. In to težo, oziroma besede, ki jo povemo, morajo biti vedno resnične in utemeljene. In včasih je bil seveda Jezus tista oseba, komu so se trpeči zatekali, tudi gnezde in mnogi to delajo. Zakaj? Zaradi tega, ker tisti, ki se zateka k Jezusi, se zaveda, da on ima oblast vsega sveta. In pa tudi zaradi tega, ker je sam izkusil trpljenje, ker je sam izkusil smrt. In ko mi najdemo pri Jezusi? Vipanje. Znate, to je ena takša srčna beseda krščanskega verovanja. To je kot eno geslo Svetega pisma. Pavel omenja vipanje v istem stavku, kot da omenja vero in ljubezen.
V našem tekstu, šterega smo prebrali, pisec nagovarja cerkev, naj se vipanja držijo vse do kraja. Vipanje in vera. To je tako, če vzamete en kovanec, penaz v rokav in obrnete na vsako strani ena stvar, piše, je pa eno in isto. Torej, kdor živi v veri, v Jezusa Kristusa, se ne da zavesti in se ne da zmotiti od dobrih ali slabih dogodkov, ampak je trdno utemeljeni na tom temelji, šter je Kristus, ko smo popevali v pesmi. Lepo je to povedati, ne? Lepo povemo amen k tome. Ampak, da pridejo preizkušnje, da pridejo trenutki, ko je pastor prav 40 ne všeč, ne treba, ko se znajdemo v vojni, da se znajdemo v preganjanjih, ampak da se enostavno stvari na sveti ali v življenju našem kar naenkrat spremenijo. Da doživimo preizkušnjo, da nekdo zboli, ko imamo zdaj to situacijo, da zbolimo sami. Da se zlomi ena partnerska ali zakonska zveza, da imaš težave z težkimi otroki, da se ti zruši celi sistem, da tebi osebno da doktor diagnozo raka. Spomnim se nedolgo nazaj suzenega bratranca in hvala Gospodu je še med nami. Rak, trebušna slinavka, ko so pravili 3 mesece maksimalno. Zdaj je to že kar nekaj časa od tega in ga zverim, da je Gospod tudi tu posredoval. In enostavno, da dobiš takšno diagnozo, da vidiš smrt na vidiki naenkrat. Kje je tvoje vipanje? Vse se zruši. Do enega resnega trenutka v življenju in znate, vsak izmed nas, da se v takšno situacijo soočil. Da pride ena resna situacija, da enostavno se vse pričakovanja, želje, sanje, cilje, vse se zruši in ko ostanejo na koncu vipanje. Vipanje. Kakšno vipanje pa sploh imamo? Ali vidimo svoje življenje le v trenutni situaciji, v dogodkih, štere pravka preživljam, ali pa vidim svoje življenje širše in v njem vidim mogočno Božje delovanje, štero leko poimenujem kot milost Boga. Ko vipamo? Pogledamo v pismo, v sveto pismo, ki pravi, Pavel, ki pravi tako, v kom je njegovo vipanje, v Rimljanom 8:31 naprej, če je Bog za nas, kdo je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Tako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril. Kdor bo obtoževal Božjega izvoljenca? Bog opravičuje. Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl. Še več, ki je bil obojen od mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nedloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnosti ali meč. Pavel tu pravi, da nas niti smrt, naša lastna smrt, ne more ločiti od objema Božjega Sina, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. V življenju se soočamo z mnogimi vprašanjami, na štere ne najdemo zadovoljujočega odgovora. Ampak Jezus je to mirno zatočišče, ko maleko pridemo, ki presega vsa moja vprašanja, negotovosti in misli. On je tisti, šterem bom živel tudi takrat, kot tu mergen. To je naše vipanje, šterega moramo imeti. In odkot prihaja to vipanje? Kako leko to vipanje imamo, to gotovost? Povejmo en primer. Če štejemo knjigo ali pa gledamo film, zgodba postaja napeta in znate, v vsakoj knjigi ali filmi obstaja en junak
In predstavljamo se, da te junak visi na nitki svojega življenja. In če čemu hitro zveste, in to mene, da moja žena kakšen film gleda, ona to rada klika mol naprej, ko se hitro konča, ko vidimo, koliko je konec. Mi imamo danes tehniko, da lahko film zavrtimo naprej, ali pa knjigo prelišljaš hitro do kraja, da vidiš konec, ko se je zgodilo. To nekatere delajo, ker rajše pogledam celi potek. Ampak, zakaj sem to pravil? Tudi mi danes, draga sestra, dragi brat, imamo možnost, da knjigo, da film svojega življenja zavrtimo malo naprej v svojih mislih. Na konec. Da pogledamo, kakšen je naš konec. In dragi, če ti danes misliš naprej na tvoje življenje, ne veš, da bo konec, ampak kakšen je konec. In če nemaš gotovosti, da je happy end, veseli zaključek za tvojim Gospodom, potem imaš danes možnost, ker si ti režiser ali scenograf ali pisec, tvoje scenarist, ti si tisti, ki pišeš knjigo tvojega življenja. Ti lahko spremeniš tek tvojega življenja, če nemaš gotovosti, da je na koncu happy end, srečen zaključeš. Jaz moram za vso močjo, ki mi je dana, z Božjo modrostjo, upravljati svoje življenje, da te se dobro zaključilo. Ne vemo to. Ne vemo trenutka, ampak danes imaš še šanso, ko to upravljaš. O tem ne govorimo radi, ampak znate, vsi smo se enega dneva soočili s fizično smrtjo. Vsi smo se s tem soočili, če Gospod prlej ne pride, mi verni to roditi svoj pomembno. Zato je to pomembno, da imamo to upanje, to gotovost, što imamo v Jezusu Kristusu, da nas na koncu čaka slavna zmaga. Zato je ta gotovost od rešitve tako pomembna. Zato, draga sestra in brat, zavrti, še ponavljam se, ker je zelo pomembno za vse nas, zavrti svoj film tvojega življenja. Mene so včasih tako včeli. Si prepričani, da če Gospod zdaj pride, da ideš za njim. To je takšno eno vprašanje. In če ne, ukrepaj, še je čas, da pridemo k njemu, kajti samo pri Jezusu je naše upanje večnega življenja in nikjer drugje. Naš tekst iz pisma Hebrejcem uporablja prispodobo sidra. Znamo, ko je sidro. To pismo je bilo napisano cirka 30 let po smrti in vstajenju Jezusa Kristusa in pisano je bilo poganom tudi, ki so se spreobrnili, ali Hebrejcem, tudi Židovi so tam bili, takrat so že bili vsi. Ampak ko je bilo tu, je bil problem, da so nekatere zanemarjali vero, katero so sprejeli v Jezusa. Nekateri so celo odpadnili. Nekateri so bili prav v navornosti, ko bi zapustili Jezusa, kajti znate, v tistem času je bilo preganjanje, ne je bilo enostavno. Spraševali so se, če je Jezus resen tej Mesija, če je on tisti odrešitelj. Imeli so mnoga pitanja, ki so jih zmedla, mnogi so trpeli v tem. Je Jezus resen, tisti obečani? In znate, isto vprašanje tistega časa se mnogi še gnezdi postavljajo. Množice zaradi nejasnosti odgovora zapuščajo cerkve, iščejo druge alternativne poti, ustvarijo svoje namišljene poti. Ampak, ko pa je tisto, ko nas drži pri Jezusu, ko nam daje gotovost, ko je on resnično tisti, ki je prav, ko je. Pisec tu uporablja prispodobo sidra. Sidro drži ladjo na svojem mestu in jo ščiti v pristanišče ali na odpreto morje, in da bi ne tokove, ki so v morje,
ali valovi jo odneslo. Sidro se vrže vedno ton na tisto mesto, kjer ima mesto, da se lahko zasidra. Ne mreš ti sidro, zdaj tako prispodobno povem, vrčiti na tla, ki so kot pisker. Ki se župa, ki je vse gladko, ker nema oprijema. Ampak tong, ki je neka skala, ali pa primerno sidro, ki se tudi v peski za sidra obstajajo, kakokoli. In še se ponavljam spet, popevali so pesem. Kristus trdne temelje, na šterega se leko mi zasidramo, šterega se leko oprijemamo. In tvoje sidro more biti zasidrano na Kristuse. Na tom temelje, šter je bil že postavljene, šterega nišče ne mre znova postaviti, ampak se drži njega. In znate, ne mreš ti sam sebe na sebe zasidrate, ker je te odneslo. Nema smisla, nema moči. Mi nucamo nekaj trdnega, mi nucamo nekaj večnega. Zato bojmo zasidrane v našem Gospode. Tu uporablja pisec tudi še sliko templja. To upanje je za nas kakor varno in zanesljivo sidro duše, ki sega v notranjost za zagrinjalo, kamor je za nas kot predhodnik vstopil Jezus, ki je postal veliki duhovnik na veke. Na kratko si moramo predstavljati tempelj. Če imate ekumenske Biblije, se v nekaterih drugih je od zadaj noter slika templja, kako je to izgledalo. In znate, to je bilo dosta predprostorov za žrtvovanje in tako dole, in potem je obstajal eden prostor, ki je se imenoval sveto, in še eden najsvetejše. In te dva prostora sta bila deljena samo z enim zagrinjalom ferankov zavesov. In znate, v to najsvetejše je leko veliki duhovnik stopil samo enkrat letno in pred tem je mogel opraviti cele ceremonije očiščevanja, opravičevanja in tako dole. Leko štejte to v staroj zavezi, kako je vse to potekalo, kajti to je bil prostor popolne Božje prisotnosti. Sveto mesto. Ampak znate, da to gledamo, to je bila le ena predslika, ena podružnica ali ena improvizacija nečesa, ko bude v bodočnosti. Kajti dejansko Božja prisotnost je v nevidnom duhovnem svetu. In tisti tempelj je leko veliki duhovnik stopil samo enkrat letno. To je bil veličasten dogodek. To se ne samo mogel priti tako, kako bi zdaj ščil, kako mi prihajamo v cerkev. Toda po Jezusi Kristuse ima vsak prost in varen prihod v najsvetejše. In vrata v tej prostor, v to najsvetejše, pelajo samo prek križa in žrtve, štera je bila na tom križi darovana. Te veliki duhovnik je mogel napraviti cele ceremonije, tako povem, pranja, odpuščanja in priprave. Dragi, mi čemo priti v najsvetejše, k našemu Gospodu, moramo tudi oprati svoje življenje. To pa lahko napravimo pri križi Golgote, ki je tekla krv Jezusa za naše čisto sveto življenje. Jezus je šel tako kot veliki duhovnik in to ne v to provizorično najsvetejše, to je bilo slikovito prikazano, ne, ampak on je po svoji smrti stopil v najsvetejše, v nebo, v tej duhovni, nevidni svet. On je prišel tja in znate, kako pravi, da mu je mi sledile. Da je šel ta non pripravljati mesto.
In zato smo lahko v veri povezani z Jezusom. Zato njim lahko zavipamo. Tok je lahko naše vipanje zasidrano v toj nebeškoj svetosti, v Božoj svetoj prisotnosti. In o tem nam govori tej biblijski tekst, ktorého smo prebrali. To vipanje nas ščiti pred tokovi vsakodnevja. Kristijani se oklepamo vipanja, ktorého ne vidimo. In v ktorého imamo pristop samo po vere in pa po našoj smrti tu na zemlji. Razen, če Gospod prlej ne pride. Ampak Jezus je že ton. Ampak znate, to je pa spet to nekje daleč. Ne. Ampak v bistvu je to zelo, zelo blizu. Znate, on je ob meni, je ob tebi. Da ti zmanjkajo besede za molitev, da več ne mreš zdigniti svojega glasa. Biblija nas uči, da on moli za nas. On je ob meni, da gratam slab, da več ne mrem. Da to povem. On je ob slavice, da ne mre več svojega glasa zdigniti. In mi smo z njo vleko preko tega duhovnega sveta povezani v vere. On je ob nas, da znova spadnem. In zdaj ne mislim fizično, ko se spoteknem, ampak na duhovnem področju, da spadnem, mi pomore vstoniti, me razme, pomaga mi. Kajti san je bil človek. Hebrejcem 2:17 naprej to štemo. Zato se je more v vsem izenačiti za brate, da je postal usmiljen v tem, kar se nanaša na Boga, pa zanesljiv veliki duhovnik, ki upravlja spravno daritev za grehe ljudstva, ker je sam pretrpel preizkušnjo, lahko pomaga preizkušenim. Upanje, vipanje, štero je zasidrano v našem Gospodi, nam daje novo vero, nam daje življenje. In naše vipanje, štero je zasidrano na enem svetom mestu, to se ne da zmajati. Ampak leko v veri, za eno gotovostjo, idemo tam. In nič zares nika. Te ne mre ločiti od tej Božje ljubezni. Nobeni napadi od znotraj ali od zunaj, nobene notranje ali zunanje borbe te ne mrejo ločiti. Nobena sila toga vidnega ali nevidnega sveta te ne mre ločiti od Božje ljubezni. Kaj ti si in ti ostajaš Božje ljubljeni otrok. Amen. Gospod Jezus, jaz sem ti hvaležen za to vipanje, štero imamo v tebi, za to gotovost, Gospod dragi, da je tvoja beseda resnična, da je alfa in omega in da je amen. Gospod dragi, to se zanašamo na tvojo obljube, zanašamo se na tvojo besedo, zanašamo se na vipanje, štero si nam ti dal. In Gospod, hvala ti, da zaradi tega vipanja imamo gotovost večnega življenja, da se bomo enega dneva s tebo srečali. In Gospod dragi, to resnično daj naj, to besedo vzemimo zelo resno. Naj zavrtimo svoj film, naj sami sebe presojamo. Gospod dragi, in napravimo primerne ukrepe, da mu dobili to gotovost od rešenja. Amen.